Dan najboljše prakse 2014 je že tretje leto zapored pripravila sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav pri GZS, Zbornici elektro in elektroindustrije. Dogodek s predstavitvijo in izmenjavo najboljših praks nenehnih izboljšav proizvodnih in s proizvodno povezanih procesih v slovenskih podjetjih je pomemben prispevek k zavedanju o pomenu kulture nenehnih izboljšav v podjetjih ne glede na njihovo velikost, širjenju kulture nenehnih izboljšav po celotni dobaviteljski verigi, spodbujanju majhnih podjetij k načrtnemu uvajanju stalnih izboljšav in povezovanju med podjetji. Konferenca se je pričela s temo strategije uvajanja nenehnih izboljšav. Predstavili so jih strateški svetovalec Boštjan Ložar, Mitja Praprotnik iz Danfosa, Andrej Božič iz Steklarne Hrastnik ter Iztok Stanovnik iz podjetja Polikom Škofja Loka. Finančno je pa ključno prvo, kar je, mora biti dodana vrednost vsaj 50 tisoč evrov na zaposlenega, ker drugače so pri nivoju plač in obdavčitve, ki velja v Sloveniji, enostavno ne moreš, zaposlenim plačevati tudi variabilnega dela. To ima pa seveda potem zelo negativen vpliv na motivacijo. Drug pomembni finančni kriterij je pa, da je stopnja donosnosti sredstev vsaj taka, kot je cena teh sredstev. Omenili ste tudi pogum, pravite, da slovenska podjetja po vašem mnenju predvsem to potrebujejo. Problem naših podjetij je, da zelo velika večina jih je takih, da jih je zelo na meji skozi. Se pravi, ali en kupec pomemben naplača, nek nov izdelek se naprime in smo že v rdečih številkah. In iz te pozicije je treba z nekimi bolj pogumnimi, kot ste rekla, odločitvami jeti. Podjetja v Sloveniji, smo danes slišali, poleg drugega potrebujejo tudi pogum. Vi ste imeli in še imate pogum za poslanstvo, ki je atipično za Slovenijo, in velik del vašega uspeha nosi tudi vaše delo z zaposlenimi. Kje so te male ali pa velike skrivnosti? Ja, res je. Dobra novica je, da ni nobenih skrivnosti. Drugi izziv pa je, da se tega premalo zavedamo in to ne delamo. Pomeni, da vsi ljudje, kjerkoli timih, podjetju, državi, se morajo čutiti vključene, spoštovane, morajo tudi svoje cilje zadovoljevati v okviru teh skupin, v katerih delujejo, ne? In tisti, ki vodi to, pač mora to upoštevati in najti neko presečno množico. Seveda, pol je pa različna pot do tega, kako to doseči. Ja, mi smo si zdaj v Steklarni Hrastnik po fazi, ko smo rekli, da je naše poslanstvo ohranjanje delovnih mest, pa recimo, da smo to zdaj dosegli, ker namesto, da bi 400 ljudi izgubili službo, smo ohranili praktično 700 delovnih mest. Zdaj smo v razvojni fazi, imamo 3 vrednote, po katerih delujemo, in sicer čistost stekla, čistost odnosov, vse, kar počnemo, transparentnost, potem srčnost, kar je nekaj dobro za nas, mora biti tudi za druge, delamo to s srcem, in potem strast. To, kar mislimo, da moramo narediti, to delamo strastno in smo pripravljeni tudi za to, kaj narediti, ne samo jamrati. Pa to ni samo naša želja, ampak opredelitev, to je način življenja. Ja, mi smo iz 5 milijonov izgube prišli na 3-4 milijone dobička, iz 28 milijonov prometa na 50 milijonov prometa, drugo leto ga bo sigurno 60. Zadnji 2 leti smo v prometu malo manj rasli, ker smo imeli investicije in je del kapacitet stal. Drugače pa skozi povečujemo dodano vrednost, zmanjšujemo bolniške, na koncu koncev smo verjetno bolj zadovoljni, jaz verjamem, da tudi vedno raje prihajajo k nam v službo. Smo seveda, in to je zelo pomembno, pozitivne spremembe v podjetju niso samo za nas, ki delamo v podjetju, ampak so pozitivne tudi za okolico, za občino, tudi za lastnika konec koncev, ki bo, upam, nekoč drugo leto dobil tudi prvič dividende. Polikom je tekmovalno podjetje in pričakuje vedno zmage. Seveda pa, kar se tiče samih izboljšave delamo iz dneva v dan, iz meseca v mesec in iz leta v leto, ker brez tega mi na trgu ne moramo preživeti. Kakšni so pa rezultati? Rezultati vsako leto boljši. Prodajo povečujemo približno 10-15%, povečuje se dobiček in pa povečuje se dodana vrednost na zaposlenega. Tudi s stalnimi izboljšavami v dobavni verigi se vaše podjetje uvršča v podjetja svetovnega razreda. Kakšni so rezultati vašega dela? Imamo, bom rekel, izjemno visok pozitiven denarni tok. Naši kupci so z nami zadovoljni, ker veliko večino naših izdelkov dobavljamo takrat, ko želimo, in pa seveda posledično temu pol tudi prodaja raste, imamo nove kupce in tako naprej.
Po strokovnih predavanjih so udeleženci pod vodstvom moderatork iz Društva moderatorjev Slovenije v manjših skupinah po metodi svetovne kavarne izmenjali svoje izkušnje in skupaj odgovarjali na vprašanje, kaj in kako od predstavljenega čim bolje uporabiti tudi v lastnem podjetju. V naših podjetjih so ljudje, ki so lokalno upeti, te ljudje imajo neko pripadnost in ta pripadnost se kaže tudi čez srce. Da smo ponosni, da so vsi v Vizumi ponosni na ljudi, predvsem na inovativne nove produkte, na katerih bodo gradili nove zgodbe. Naša kavarna je ugotovila naslednje, da je voditeljstvo neenako vodenju. Rabimo prebojne inovacije, zato rabiš pogum. Prebojne inovacije so pa v novih vitkih poslovnih modelih. Optimiramo procese, optimiramo organizacije, zato da dosegamo vedno boljše rezultate. Zakaj prebojna inovacija? Zato, ker nam povečuje dodano vrednost. Skupna zaveza, vodstvo in zaposleni ter zaupanje lastnikov. In zato je potrebno, kot tle piše tudi, raziskati en tržni potencial. Začeti je potrebno komunicirati s svojimi kupci. Velikokrat se zgodi, da se sploh ne poznaš, ali pa ne poznaš tehnologije in drugega in kam se lahko razviješ skupaj ali pa preko njega. S predavanji o pristopih, sistemih in orodjih za nenehne izboljšave ter strategijah uvajanja nenehnih izboljšav v praksi so se v sekciji Vitka organizacija in Vitki procesi predstavila podjetja Domel, Plastika Skaza in Ptica Zavod, ETI Elektroelement ter Livar. Predavatelji so nam na konkretnih primerih prikazali uvajanje vitkih procesov v njihova podjetja in rezultat uvedbe le-teh v podjetja. Končna ugotovitev je, da so vitki procesi in uvajanje vitkih procesov v slovenska podjetja ključni za ohranjanje konkurenčnih prednosti in nasplošno ohranjanje statusa slovenskih podjetij na zahtevnem globalnem trgu. O optimizaciji procesov in opreme pa so spregovorili predstavniki podjetij oziroma organizacij Iskra Emeko, Fluidmaster, Letrika ter šolski center Škofja Loka. Zanimivost teh prispevkov je pa v tem, da nam pokažejo nekaj, kaj se dogaja v naših podjetjih, kako razvijamo same izdelke, kako optimiziramo procese v proizvodnji in kaj s tem prihranimo. Prvi dan konference se je zaključil s podelitvijo nagrade za najboljšo predstavljeno prakso, ki sta jo za predstavitev uvajanja vitke organizacije v srednje veliko podjetje prejela Plastika Skaza in Ptica Zavod. To podjetje je zdaj drugače organizirano. Torej, dosegali smo, da se vse pomembne zadeve dnevno koordinirajo na vseh nivojih, to pomeni, da imamo hitre povratne informacije in na ta način se lahko stvari izboljšujejo. Drugi dan konference je potekal pod naslovom Znanje za nenehne izboljšave. V prvi delavnici, ki jo je vodil dr. Peter Metlikovič, so udeleženci tudi skozi praktične primere spoznavali dobre prakse vodenja sodelavcev po Toyota načinu. Vodenje je navada, stare navade niso vedno dobre, nove navade je treba ne samo razumeti, ampak tudi vaditi. Kaj ste jih naučili? Najprej spoštovanje ljudi, ustrezna organizacija, ljudi je treba povprašati, k njim je treba sodelovati pri tem, da so oni lahko uspešni. Na drugi delavnici je metodo inovativnega reševanja problemov TRIS s konkretnimi primeri uporabe predstavil Matej Hohnec iz podjetja Trizen. TRIS je stara metoda, ki se pa šele začela uporabljati nekako 10 let nazaj. Se pravi, omogoča nam sistematično inovirati, pozna pač neke postopke, trende, kako se sistemi razvijajo in na ta način hitreje pridemo do rešitev. Zdaj, najbolj razširjen je v Južni Koreji, se pravi podjetje, ki ga uporabljajo Samsung, LG, Hyundai Motors. Tam se celo pogovarja že, da bodo to uvedli v osnovnih šolah. Potem pa tudi vse te večje korporacije, kot so General Electric, Intel, v Evropi Siemens, Philips, že veliko uporabljajo ta TRIS. O vpeljavi projekta celovitega produktivnega vzdrževanja kot sistema za oblikovanje in delovanje skupin je v tretji delavnici spregovoril Miha Vedenik. Formirati skupino je ključno predvsem zato, da dvignemo miselnost vitke kulture in potem doseči nek cilj, kar je, mislim, da za vsako podjetje učinkovitost. Kar pomeni, da formiram skupine zato, da izboljšam procese, da izboljšam kazalnike, da naredim neko vitko kulturo.
Konferenca se je zaključila s pivsko igro, ki so jo v 60 letih razvili na slovitem mitu in demonstrira ključne principe upravljanja oskrbnih verig. Pivska igra je simulacija preskrbovalne verige, s katero skušamo poglobiti razumevanje delovanja in zakonitosti, ki veljajo v preskrbovalni verigi. To pa ugotovijo, igralci te igre na lastni izkušnji. Dogodka se je udeležilo več kot 170 vodstvenih in vodilnih delavcev na področju proizvodnje, vzdrževanja, razvoja, nabave, marketinga in kakovosti ter strokovnjakov, ki se v podjetjih ukvarjajo s procesi nenehnih izboljšav in inovativnostjo. Dvodnevno konferenco so doživeli skozi klasične predstavitve in delavnice, praktično naravnano delo v malih skupinah pod vodstvom profesionalnih moderatorjev in simulacijo upravljanja realnih procesov skozi družabno igro. Kakšni so vaši vtisi na dnevu najboljše prakse na GZS? Zelo dobri, veliko dobrih stvari, dobrih praks, zanimive stvari, ki se lahko tudi aplicirajo na vsakdanje življenje v naših proizvodnih obratih, v službi, na razvoju, tako da je res zelo zanimivo. Super, glede na to, da sem prvič tukaj, je super. Ja, super, res sem tukaj zdaj drugo leto, tako da sem vesel, da je tudi to leto več ljudi kot lani, tako da vidim, da je tak pozitiven trend tudi na področju razvoja. Jaz sem zadovoljen s temi članki, ki so tu predstavljeni, tako da vidim tudi tukaj priložnosti za naše podjetje, ker se še lahko mi izboljšamo. Ja, zelo sem vesela tako števila obiskovalcev, kot tudi kvalitete iz samih izvajalcev predavanj. Res so prispevki odlični in sem prepričana, da bodo tudi udeleženci tega konference odnesli veliko idej in pa si bodo tudi izmenjali kar dosti novih kontaktov. Letošnjo konferenco smo usmerili na ta način, da je primerna bila tako za velika kot manjša podjetja. Vnesli smo nekaj inovativnih komponent, predvsem v smislu druženja, izmenjavanja, neposrednega izmenjavanja praks, vse to tudi pod strokovnim vodstvom strani Društva moderatorjev Slovenije. Izkazalo se, da je ta pristop zelo dober, da ne rečem odličen, kar izkazujejo odzivi po anketah in tudi po osebnih stikah. Predvidevam, da je letošnja konferenca pomemben mejnik, zato ker je bila udeležba kar precej večja, kot smo pričakovali. To konkretno pomeni to 170 ali pa še kaj več ljudi v 2 dnevih. Struktura pa zelo zanimiva, od zelo znanih direktorjev do operaterjev izza strojev.